Ljudje se razlikujemo. Nekateri imajo dovolj motivacije, da naredijo, kar morajo, drugi ne. Jaz sem kar lenobica in zato potrebujem par trikov, da naredim stvari, ki se mi jih res ne da delati. Vsako večjo stvar, ki jo želim narediti, razdelim na par mini ciljev oziroma etap. Tako kot Roglič in Pogačar, samo da jaz švicam bistveno manj kot ona dva. Če imate za napisati seminarsko nalogo, ne čakati do zadnjega trenutka, ampak si vzemite več časa. Recimo, naredite si načrt, da boste vsak dan naredili eno poglavje. Od tega se ne boste glih prešvicali. Če pa je vaš cilj, da bi zmagali Tour de France, potem pa nimate izbire. Potem se morate vsak dan usesti na kolo in švicati kot konj. Ali pa švicati kot Roglič in Pogačar. Brez zamere konjem, ampak ona dva res bo švicata. Naslednji trik, ki ga sam uporabljam, je, da si dam nagrado vsakič, ko dosežem enega od teh mini ciljev. Ko sem se v srednji šoli učil, sem si na konec vsakega poglavja v učbeniku dal mini čokoladico. In če ste videli moj trebuh, potem veste, da sem kar precej učbenikov prebral do konca. Ko si zastavljamo cilje, ne smemo pretiravati. Stvari, ki jih želimo doseči, ne bodo dosegljive. Velikokrat izgubimo motivacijo, ker so stvari, ki jih želimo narediti, enostavno pretežke. Ne govoriti, da boš do 20. leta doktor medicine, sploh če si vpisal filofaks. Vaše cilje imajte ves čas na očeh, tako da najbolj, da si jih kar napišete na steno. Cilje napišite na list, list pa dajte na steno. Nujno ne bo nekaj med steno in ciljem, ker drugače boste morali pleskati zidove, pa boste samo zgubljali dragocen čas. Zadnji nasvet pa niti ni toliko trik, ampak je že kar življenjsko vodilo. Verjemite sami vase. Verjemite, da vam bo uspelo. Za vsak primer pa si najte še enega človeka, ki bo tudi verjel v vas. Bolj da verjameta dva, kot pa noben. Upam, da boste od zdaj naprej dosegali več ciljev. Če pa jih ne boste, se pa tudi ne sekirati. Kadarkoli lahko še enkrat probate.